Pri nas, oziroma pri meni, si zaključil celoten paket NLP delavnic, torej NLP praktik, NLP mojster, NLP coach. Kako so ti ta znanja pomagala zdaj v tem novem delu kariere? Ja, zdaj se spomniš, kaj sem takrat rekel, ne? Zakaj sem prišel. Prišel sem zato, ker mi je to šlo blazno na živce. Ker so vsi govorili o nekem NLP-ju, pa o vsem ostalem. In česar sem se lotil po tistem, ko sem učil iz Lidla, lotil sem se vsega, kar mi je šlo na živce. Ali pa kar je nekdo rekel, Gregor, to bi bilo pa dober. Pa sem jaz že v osnovi rekel, ne, ti me ne poznaš, za me to zagotovo ni dober. Ali pa karkoli. Ali pa slišal sem tudi to in to. Ker pomeni, obstajala neka možnost, da se precej motim. In sem ti zelo hvaležen, da si mi dokazal, ne, in pokazal, da se zelo motim. Kar mi je NLP prinesel in seveda tudi hipnoza in potem tudi ta proces, ne, pridobivanja znanj na področju coachinga, je, da si sposoben videti širše. Da to, kar se v tem trenutku dogaja v moji glavi, ali pa mi nek glas na levi ali pa na desni rami nekaj govori, da to še ni nujno resnično. In spoznavanje sebe, tudi skozi nek proces NLP-ja, skozi hipnozo, je zame izjemno dragoceno znanje. Zato, kaj te spremeni. Bom rekel tako, precej približa ta proces poznavanja samega sebe, ki bi moral nekega dne, ko odhajamo iz tega sveta, najti že vsaj nek zelo dober odgovor. Kdo pri vragu sem? Mislim, da je to najpomembnejše vprašanje, ki si ga lahko postavimo. Marsikomu, ko mu to vprašanje postavim, me tako malo čudno gleda, ne, zakaj tako bazično vprašanje. In ko začne razmišljati, je potem drugi njegov odgovor, zakaj tako težko vprašanje. Ker skozi ta smisel, ki ti ga da ta odgovor, ali pa spoznavanje tega odgovora, približevanje resnici, ne, tej univerzalni resnici, ti omogoča, da krepi svoje odnose, da so ti odnosi bistveno bolj iskreni, bistveno bolj pristni, bistveno bolj bistveni, da se lotiš česarkoli v življenju in da dosežeš karkoli si želiš.